Živijo vsi poslušalci oddaje Rhythm Operator Radio Show, vsi sledilci spletne strani reggae.si. Danes smo si vzeli en malo časa za en nov intervju. Z nami je slovenski producent Konecki. Mislim, da ga tudi že vsi poznate, ni neka skrivnost. Ampak ne, ker imamo priložnost, da smo se lahko malo dobili takole, smo se dobili takole. Tako da živijo Konecki. Jo, kaj zdaj? Kako smo? Ja, hvala za povabilo. Lepo te je videti, no, da delaš novo glasbo. Dobili smo se danes tudi zato, ker pač je šel njegov nov LP, o tem malo kasneje. Pa dajva v bistvu midva kar, ne vem, nekje na začetku ponavadi se tako začne. Kje si se prvič v bistvu srečal z reggae glasbo, ti sam, pa odkje ti tako navdušenje za to zvrst oziroma... Ja, evo, tle lahko se zahvalim svojemu bratu. Verjetno sem bil star nekaj 10 let, ko mi je pokazal kaseto Bob Marleya v živo iz Londona 77. leta. To se mi zdi, da je najbolj popularen njegov koncert. In to kaseto je konstantno vrtel, ne. Pridem domov v šole, domača naloga čaka, on pa to na ves glas rola v sobi, mikrosobici, ki so imela. In mene šla ta glasba ful na živce. Jaz sem takrat ful kolektal, oziroma skušal kolektati hip-hop, rap glasbo iz 90-ih, ki je bila res težko zadobiti, posebej v Krškem, iz katerega sem pač originalno doma. Tako da sem mogel čez mejo hoditi na Hrvaško, v Zagreb, po neke CD-je, ne. In brat me je konstantno, kako bi rekel, skozi rolil to kaseto in na vsezadnje mi je ratalo všeč. Potem se je pa izkazalo, da moj foter je tudi ful kolektal različne glasbe in reggae v tistih časih je bil samo Bob Marley, Eddie Grant. To je to, se mi zdi, ne. In potem smo to poslušali. In iz tega se je nekako razvila želja, da jaz odkrivam reggae glasbo. In kasneje sem reggae glasbo še bolj spoznal, tako da pač, da je prišel internet v našo vas. Tam smo končno loadali neke MP3-je, neke Bob Marleye, Peter Toše in tako naprej. In tam je sam želja potem rasla, ne. Ne samo želja po poslušanju reggae glasbe, ampak tudi po zbiranju, ne. Se pravi, v bistvu lahko rečemo, da je v bistvu tako kot pri meni pa pri marsikomu drugemu bil v bistvu Bob tisti, ki te je zavlekel, zdaj pa si ostal. Kdo pa recimo danes bi rekel, da so tvoji tisti, zdaj si že dalj časa v teh vodah, kdo so tisti vzorniki, zaradi katerih ostajaš temu zvest? Tako, zdaj, zadnje čase najbolj poslušam roots reggae. Tle lahko omenim, da je moj najljubši roots reggae artist Burning Spear. Posebej v mlajših letih je bil zelo, kako bi rekel, dinamičen artist. Se mi zdi bolj kot Bob Marley. Skakal po odru in tako naprej in zaradi tega mi je ful všeč. Zelo se je vživel v glasbo. No, ne rečem, da Bob Marley ni tega naredil. Ampak se mi zdi, da ga ne omenjamo dosti v reggae muziki, no. Potem, zdaj od novejših artistov, če tukaj omenim steppers glasbo, mi je recimo King Alpha, mi je pač nekaj najboljšega. Res naredi težko in hudičevo dobro glasbo. Fikri Amlak, pevec. Tako, no, se mi zdi, da so to zdaj te trije stebri, katerih se držim. Hkrati pa tudi zdaj spoznavam na novo dancehall glasbo v 90-ih, 2002. To mi je tudi všeč. Tako da, pa nasploh cel dub in steppers in vse to, no. Tle ni meja, vsi so dobri. Ja. Vsi, ki so naredili ploščo, so mi dobri. In od King Tabija do Scientista, do King Jamisa, to so moji vzorniki, no. Ker se pravi, mi smo te v bistvu, večina nas te spoznala po tvoji dub produkciji, že s prvo ploščo v bistvu pri Massivu, ne. Tako. Zdaj povej mi, zakaj prav dub? V bistvu, kaj te tako vlekalo v to zvrst, da si jo začel pač tudi sam producirati in koliko časa se v bistvu že ukvarjaš s produciranjem glasbe? Ukvarjam se tam nekje dobre 3-4 leta, no, zaenkrat. Prej sem se ukvarjal večinoma z glasbo na način, da sem pač igral inštrumente. Po defaultu sem glasbenik, no, nisem producer.
Zakaj ravno dub? Iskreno, zaradi tega, ker ne vem, ko ga poslušam, padam pač v neko svojo dimenzijo in vsi te efekti in težek bas in te stvari me sam spravijo v nek gib, ali v gib, ne vem, začnem dansati ali pa na polno groovati, jamati zraven. Se mi zdi, da je res taka glasba, ki si lahko privoščiš vseeno. Zdaj sem se pa malo preusmeril v steppers dub. Steppers je pa ta plesna različica duba, ki se pa pač zelo pogosto na sound system partijih tudi rova. In vse skupaj, dub, sound system, zabava, karkoli, vse to povezano skupaj mi je ful všeč. Nek community, neka kultura, ki se mi zdi, da bi bila lahko večja v Sloveniji. Lahko bi bila, to se verjetno strinjamo, kar vsi. Zdaj, kaj pa tvoj, recimo, proces ustvarjanja, ne? Zdaj ti se odločiš, da boš naredil nek komad. Kaj pa sledi, kako se lotaš tega dejansko? Zdaj, več načinov je. Prvi način je, da zadnje čase ful iščem neke tradicionalne speve, pesmice, kakorkoli dalje, ali pa kakšne sample starih artistov, recimo na zadnji plati sem uporabil Prince Faraja. Tudi o tem bomo še kaj povedali. In tradicionalno rusko, tudi kaj že, ne baladic, ampak uspavanko, v bistvu, ja, bajo, ne. In preko tega skušam potem ugotoviti flow, akordi in iz tega ven izklesati še rhythm zadaj. Je pa tudi kontra, kako bi rekel, način. In ne vem, dobim neko melodijo, bas linijo zašpilam, potem je pa tle samo še dobiranje, efektiranje in pač rihtanje zvoka, da bo dobro zvenelo. To je to. Kaj pa pol z naslovom narediš, ker velikrat uporabljaš dosti zanimive naslove za svoje pesmi. Dobro, zdaj recimo pri Bye Bye bomo videli, da izhaja iz pač ruske uspavanke. Vemo, ampak kaj pa pri drugih komadih, kako jim določiš pač naslov, glede na to, da zelo veliko komadov pač nima niti lirika, ne? Tako. Iskreno, čisto iz občutka oziroma čustvenega stanja tisti moment, ko se pač to spravim delati, ne. Včasih se pa tudi zgodi, da hodim, ne vem, po parku, tle po Žalah ali pa kjerkoli, pa vidim nek quote in ta quote mi naredi pol dan in ga zapečatim v sam naslov tudi, ne. Tako, iz nekega feelinga dobi komad naslov. Pa tudi iz, kako bi rekel, zgodbe oziroma kako poteka komad. Če bo komad imel ful nekih molov noter, bo komad že po defaultu malo bolj temačen, žalosten in tako naprej. In tam spadajo tudi, kako bi rekel, titli, žalostni titli. Se pravim, danes sediva tukaj predvsem zato, ker si izdal tudi pač novo ploščo pod založbo Massive. Zdaj s to založbo sodeluješ že nekaj časa, začel se je z zgodbo umirajočega sonca, v bistvu The Story of Dying Sun. Izdali ste tudi Mrda komad pred kratkim, pa Pain Element je bil prej. Zdaj, vsi prejšnji te komadi so bili zelo dub naravnani, ne? Ta LP je pa res, ima pa res pač ta steppers pridih. Tako. In me zdaj zanima v bistvu, zakaj si se odločil pač, da pa zdaj pa steppers in ne več toliko pač dub. Ja, okej, prejšnje izdaje so bile tako, kako bi rekel, če lahko quotam svojega prijatelja Marka Divjaka, mešanca med dubstepom in dubom, ne. In to je res niša, v katerem je res, ne vem, zelo majhna publika, ki to posluša, ne. Hotel sem pa narediti v celoti steppers album, ker se mi zdi, da bojo steppers artisti pa poslušalci to ful bolj respekta in mogoče tudi s tem dobil več poslušateljev. Zaradi tega. Pa obenem mi je steppers v tem času zelo všeč, zelo všečen derivat duba samega, ne. Zaradi tega. Se pravim, ten nov album z naslovom Judgment Day. Na njemu najdemo 8 pesmi, med njimi je tudi, se pravim, naslov na Judgment Day, na kateri najdemo, tako kot smo že prej omenili, vokale legendarnega Prince Faraja. On je že nekaj časa nazaj na žalost umrl, leta 83. To je še pred tvojim rojstvom. Kako da si se odločil za njega, kako ti je sploh to uspelo, da imaš dejansko vokale noter? V bistvu,
tako kot sem že čisto na začetku rekel, da rad kolektam reggae glasbo. Kot mulj sem najdel en posnetek od njega na nekih forumih, reggae forumih, in pa tudi v tem posnetku se je nahajal nek, kako bi rekel, sample, kjer je sam pač pel o Judgment Dayu, lirike o Judgment Dayu, in zaradi tega sem to ven vzel in uporabil. Hkrati pa zaradi tega, ker Prince Farah je eden izmed večjih producerjev tudi. Ja. Njegov glas se mi zdi najbolj unikaten glas v roots reggaeju. Hkrati mi pa je všeč njegov princip muzike. On je zelo veliko pridigal, veliko kvotov iz Biblije je umestil v svoje komade, govoril je o enotnosti, o ljubezni in te stvari se mi zdijo, da so tudi relevantne danes. To je res, ljubezen bi bila danes kar najbolj relevantna stvar, tudi za moje pojme. Zdaj ta pesem je dobila tudi videospot, kar je prej presenečenje kot pravilo pri nas, kar se tega tiče. Kako to, da ste se odločili za ta korak in v bistvu kdo vam je to naredil? Iskreno, ideja je bila že zunaj nekaj časa, zato ker danes se glasba posluša z očmi na YouTubu in tako naprej. In je ista fora zadnja, kako približati Steppers, dub glasbo ljudem, ker pač jo ne moremo z sound systemom, ker pač imamo korona situacijo. In smo si rekli, dajmo probati ali nek video spot, ali neko risanko, ali nekaj v tem smislu. In evo, prišla je ideja na risanki, naredil jo je studio M7 Graphics pod okriljem Marka Devjaka, in zadeva je solidna in se mi zdi, da gre za prvi takšen izdelek v Sloveniji, prvo risanko z glasbeno podlago, Steppers glasbe, dub Steppers glasbe. Tako da to si le pejte pogledat, no. Vse seveda komade od Koneskija pod založbo Massive najdete tudi na njihovi Bandcamp strani. Zdaj, inspiracija za tvoje komade je dosti zanimiva, ne. Če vzamemo primer z albuma pri pesmi Baja Baja, kjer gre za neko rusko uspavanko, odkje ti ideja priti iz uspavanke do Steppers komada, recimo? Iskreno, bom tako rekel, Steppers komadi so si zelo različni. In recimo inspiracija, zakaj sem šel nekaj takega iskati, izvira iz tega, ker zadnje čase Steppers artisti uporabljajo, producerji uporabljajo sample iz kakih indijskih, kako bi rekel, tradicionalnih komadov ali pa japonskih in to vse skupaj meša. Nisem pa še zasledil ruskega ali pa jugoslovanskega ali pa kakorkoli, to sem iskal, nisem najdel nič iz tega in sem se rekel, zakaj ne bi bil prvi pa naredil nekaj iz tega. Ker tudi ne besedilo, zgodba za Bajo Bajo ni spet slaba. Je neka taka strašna uspavanka za otroke, da ne padejo s postelje, nekaj takega, ne vem točno. Dosti zanimivo. Album Judgment Day je že 4. sodelovanje z založbo Massive. Kaj bi ti v bistvu najbolj izpostavil zdaj na tem novem albumu? Kako si se ti razvil od recimo The Dying Suna do tega albuma? Meni se zdi, da sem se močno razvil v samem zvoku, da je lahko naš Daniel Grinta, ki je zmasteriziral vse moje komade do zdaj, imel lahko nalogo. Poleg tega pa se pravim, album je v celoti Steppers, dejansko nova zvrst, ki sem jo pač zdaj razvijal. Se mi zdi, da je zadeva zanimiva za preposlušati na dobrih, kvalitetnih slušalkah ali pa na sound systemu. Tako da moja glasba je tudi verjetno odlična za testirati sound systemu. Reč pa ja, do zdaj je v tem LP-ju bilo uporabljenih največ tudi samplov, vokali, kjer sem jih pač lahko dobil. Bi pa na tej točki povabil vse artiste, producerje, vokaliste, karkoli, ki se želijo udejstvovati v reggae muziki, v dubu, karkoli, da se malo skonektamo, pa mogoče tudi naredimo kaj skupaj, kakšen lep izdelek. Se mi zdi, da nam manjka več povezovanja v Sloveniji. Se strinjamo tudi mi.
Res je to, ja. Lepo bi bilo, če bi se ljudje povezali pa kaj dobrega naredili, zato ker imamo ljudi, ki dobro delajo, sam včasih je treba tisto mečkati. Zdaj z založbo Massive sodeluješ že tudi od njihovega začetka, ne? Nekako se zdi, da tudi z roko v roki pač rastete skupaj. Kako bi ti opisal to sodelovanje oziroma to ekipo? To sodelovanje se mi zdi kot neka platonska ljubezen, naj se narobe ne sliši, no. Ampak se mi zdi, da nobenemu ni hudo nekaj narediti in meni se zdi, da je to pač pravilna pot in način dela, mentaliteta skupnega dela, ki nas še vedno ohranja skupaj. Se mi zdi, da skupaj veliko naredimo. Jaz pomagam tudi pri produkciji streamov, teh Massive Selectors Diaryjev. In se mi zdi, da si tle lahko na večjih različnih področjih pomagamo, ne samo pri temu, da mi Massive omogoča, kako bi rekel, razvoj glasbe oziroma distribucija glasbe, karkoli, release glasbe. In Massive, hvala za vse. Vem, da sem te videl že dolgo nazaj, pač tudi na Overjamu si bil s Tmintafara ekipo, delal si tu z Ljubljana, Vibesi. Kaj pa sam, ti kot sama, si kdaj razmišljal pač o neki solo karieri, da bi... Se mi zdi, da, se pravim, Steppers je nična muzika in brez povezovanja in ne gre, ne, sodelovanje ne gre, žal, ne. Žal je to underground zadeva in tukaj rabiš pomoč iz vseh koncev in tako naprej, ker takšna glasba se načeloma vrti samo na partijih, ne. Ne zbudi se zdaj nekdo pa si zavrti nek hardcore Steppers tam, ne. Ampak kavico spije pa si da nek jazz, pa klasika pa novičke posluša. Je pa tudi plan, no, saj pravim, s to risanko, ko smo razvili, da se ta glasba bolj približa vsem, ne. Ja, vsem. V eni zadnjih Massive Selectors Diary oddaj je bilo rečeno, da boš tudi sam dobil oddajo v tem letu zdaj. Pod okriljem glasbenega zavoda Massive. Daj mi povej kaj več, kje, kdaj, kako, zakaj bomo to poslušali. Tako, ja, zdaj imamo z Massiveom enkrat na 2 tedna imamo tole oddajo Massive Selectors Diary, katere glavni rezident je Wild Citizen, Mark Divjak, kjer se pretežno rola reggae, roots reggae, dub, Steppers glasba. Streama se na kanalu Reggaeboxu in na Twitchu, mislim, da se imenuje Aquari, ja, tako. In prišla je ideja, da Marka razbremenim in zadevo tudi malce pojačamo, tako da bo zdaj namesto, da bo enkrat na 2 tedna, bo enkrat na teden. Torej izmenično, enkrat Mark, enkrat jaz. Je pa plan tudi povabiti koga zraven, posebej lokalne DJ-je, MC-je, karkoli, in širiti reggae glasbo naprej, ne. Kdaj? Verjetno marca, aprila bomo tole uspeli narediti, čakam še opremo, tako da se veselim. Odlično, tudi mi, da vidimo kaj novega, ne. Zdaj, sam si tudi veliko hodil na marsikjerem partiju si bil, bili smo tudi skupaj, vrtel si tudi muziko. Povej mi, v bistvu, kje si se najbolj zabaval, kje partij v tvojem življenju ti je najbolj ostal tako res v spominu, da bi rekel, wow, evo, to pa. Tako, iskreno pogrešam Dub Lab dogodke. Takrat so bili 2018, 2017, ko sem tam začel rolati. Takrat sem se res najbolj zabaval, posebej še s prijateljem Tilom, DJ LT-jem, smo imeli večkrat duo party. Tam se mi zdi, da si se lahko res pokazal si reggae, dancehall, dub, karkoli, ljudje so plesali, ko mi čakali in šli domov, ne vem, v 5-6, ne. Zdaj žal tega ni več. Lahko pa še omenim recimo Overjam, letos je bil super, spodnji floor je bil super. Kake 2-3 leta nazaj, ko so bili še sound systemi, tudi super. Tako da to sta 2 stvari, ki bi jih omenil v Sloveniji.
Si tudi velik zbiratelj glasbe, če lahko temu tako rečeva. Si upravljalec in urednik YouTube kanala imenovanega Reggaebox. Tako. Kanal ima več milijonov ogledov, ima prek 40 000 sledilcev. Kdaj si začel v bistvu objavljati ta kanal, zakaj ta kanal in odkje vsi te videi, ki so gor, ker nekateri so res pač prava redkost. Povej nam to zgodbo od zadaj, no, za tem kanalom. Tako, kot sem pravil, od malih nog sem začel zbirati muziko. Ko je bil še internet v povojih, sem najdel neke reggae forume, kjer sem najdel ljudi, ki tradejo z reggae glasbo. In jaz žal nisem imel nič za ponuditi čisto na začetku, valjda začneš z nič. Iz Slovenije sem, tle se res reggae glasba ni nikoli zbirala. In ljudje so začeli delati stvari od sebe zastojno. In tako se je ta zgodba nadaljevala. Začeli smo si šerjati redke koncerte, ne vem, Bob Marleya, Peter Tosha, Burning Spear in tako naprej. In dejansko se je v 10 letih, 15 letih ta arhiv povečal veliko, mislim zelo veliko. No, iz tega razloga, ker sem imel pač ogromno glasbe, pa nisem je mogel nekomu pokazati, živel sem v neki vasi blizu Krškega. Tudi poslušati nisem mogel nikjer takšne glasbe tam. In sem se odločil, da začnem redke zadeve uploadati na YouTube. Na začetku se ni imenoval Reggaebox, ampak, ne vem, Domen Koneski, ne vem. Tako da na začetku, ko objaviš nek redek video oziroma redko muziko, pa dobiš nek komentar, si pač excited za naslednjič, ne? In se zadeva samo potencira. In tako je prišlo potem iz enega videa na 10, na 100, na 200 in tako naprej. Ja, danes jih je na kanalu že prek 700, če sem prav si zapomnil. Ja. Tako, kot smo rekli, nekaj od teh posnetkov je res redkih, res v bistvu že skoraj zgodovinskega pomena za reggae glasbo. Pa mi povej v bistvu, na katero pesem oziroma video si pa še, mislim, še ti najbolj ponosen, da si ga tam gor objavil, no. Verjetno Bunny Wailer 86. Madison Square Garden. Zelo težko je dobiti to kaseto. Potem je tu en kup Bob Marleyjevih koncertov od 76. do 80. do njegove smrti. No. Se mi zdi, da te zadeve se morajo prezervirati, biti dostopne vsem, zastonj in tako naprej. No. To so stvari, ki sem res ponosen na njih. Se pravi, in v bistvu jaz ti lahko rečem samo hvala za ta kanal, tudi vsem priporočam, da greste, vtipkate Reggaebox, subscribe, pa si pogledate marsikero lepo stvar, ki jo je naš gost uploadal. V bistvu ti sam, če bi v glasbi lahko dosegel, kar bi hotel, kaj bi si hotel, kaj bi si želel od svoje glasbene poti? Ja, iskreno, na začetku sem rekel, da sem glasbenik in bi v tej smeri tudi nadaljeval. Neka globoka želja narediti nek band, reggae band. Ja, vem, da igraš tudi bobne, kitaro, ne, in tako. Tako, bobne, kitaro, saksofon in tako naprej. Tako ja, band, roots reggae, da karkoli v tem spektru, da malo pojačamo reggae sceno, da bomo konkurence reggae lušno. Tako da, če ima spet, evo, pozivam vse, ki ima željo glasbeniško ali vokalno, da se povežemo, skonektamo in naredimo kaj takega. Zelo težko je najti ljudi za to. Zdaj, s čim se pa v bistvu ukvarjaš poleg glasbe? Vem, da, ker se pozna, vem, da delaš tudi videoigrce, marsikero si že tudi naredil. Kaj se ti dogaja na tem področju? A si še v tem, oziroma še delaš videoigrce? Ja, seveda. To je neka, poleg reggae glasbe, neka otroška ljubezen, katero sem gojil. In ja, delam igrice za preživetje, če se lahko tem tako izrazim. Imamo svoj studio, v katerem razvijamo 3D paketke za igre, za razvijalce iger, da lahko ponucajo v svojih projektih. Hkrati pa razvijamo na naši samostojni igri, slovenski igri. Tako da leto, 2, 3 še razvoja in nek produkt bo vam prišel.
Tako da ja. Tako v bistvu si pol kar priden, kar se tiče na teh področjih glasbenih in ustvarjalskih. Tako. Kreativnosti Ker ti ne manjka. Tako. A pa si v svoje te videoigre kdaj tudi kakšen svoj komad dal noter? Ja, ne sicer v samo igro, ampak v trailerčke oziroma neke videe, ki smo posneli, sem tudi v zadnji naredil par podlag za sam trailer oziroma video, prezentacijski video same igre. Ne. Tam v zadnji lahko najdemo kakšno mojo tudi produkcijo. Ne. Ampak to so neke klasike glasbe, mislim, basic ritmi in tako naprej. Tako da ni neki. No. Zdaj, tako kot artist, vem, da samo promocija je dosti pomembna. Ne? Vem pa tudi, da ne vem, recimo na kakšnih Facebook profilih v bistvu ti nimaš svojega artist profila, imaš samo svojega osebnega. Tako. Zakaj to, mislim, kako? Tako. V bistvu imam svoj profil, sam je toliko dolgo neaktiven, da se je odstranil. Da se je odstranil. Se pravim, ne vidim razloga zdaj, da bi promoviral po Facebooku med prijatelji svojo glasbo, posebej med prijatelji, ki ne poslušajo take glasbe. Ne. Se mi zdi, da tako glasbo moraš promovirati na par drugačnih načinov. Ne. Zdaj je spet težko, korona in tako naprej. Ne bi zdaj nobenemu dal za poslušati nekega težkega Steppersa. Raj bom namesto tega promoviral, da sem naj pripravljen za naslednji party, ki bo. In bojo tam slišali, kaj imajo za slišati in se bojo potem začeli spraševati, kaj pa je to bo. To je nek pristop, ki ga mislim narediti. Recimo, kaj pa, če zaključiva na nek tak način, kaj pa bi ti kot sam, kot oseba hotel doseči na svojem življenjskem nivoju, mislim, kaj je tvoj glavni cilj v življenju? Na glasbenem področju? Na osebnem področju. Tako, narediti, kako bi rekel, če grem glasbeno, narediti nek festivalček, ali se pa povezati s kakšnim trenerskim communityjem, tam tudi predstaviti Steppers glasbo na second flooru. To je glasbeno področje. Mogoče tudi narediti kdaj rezalnico vinilnih plošč, to manjka. Eno dobro rezalnico vinilnih plošč, organizirano. Potem naprej igrice delati, uživati življenje in to je to. Kar v redu. Čist, nice and easy. Zdaj, glede na to, malo smešno vprašanje bo, ker so to že rekla, se pravi, bomo v prihodnosti od tebe lahko pričakujemo tudi še kaj drugega, ne samo dub in steppers ritmov. Ja. Seveda. To je to lepo slišati. Hvala. V bistvu, najlepša hvala za pogovor. No? Hvala za povabilo, hvala za pogovor. Povej mi še sporočilo našim poslušalcem, kaj bi ti njim povedal. Še enkrat, že tretjič, če ima kdo željo, skrito željo, glasbeno željo, vokalno željo se pokazati, ali pa vsaj probati, ne rabimo zdaj releasati glasbe in se javno pokazati, ampak da zafilamo neko praznino, zdaj, ko smo skozi doma oziroma ločeni zaradi tega covida, ni partijev, ni freestylinga, ni nič, kjer bi se lahko družili. Dajte pisati ali Massive ali meni, Koneskiju, pa se skonektamo in naredimo kakšen lep produkt. Drugače pa veselo poslušanje raznolike glasbe še naprej. Vsem želim uspešno novo leto, zdravo novo leto. Tudi od nas. Pa upam, da COVID ukrepi čim prej minejo in da se vidimo čim prej na kakšnem dance flooru. Yes. Če bi hotel karkoli več vedeti o Koneskemu, zveste na straneh založbe Massive, Bandcamp, za vso glasbo, ki jo imajo kot založba gor. O projektu albumu oziroma o projektu Judgment Day smo pisali tudi na reggae.si, greste lahko tudi tja klikant. Tako da v bistvu vas do dobre glasbe in zanimivosti loči le par klikov. Še enkrat hvala, da si bil naš gost. Upam, da bomo še veliko dobre glasbe od tebe dobili. Pa sam tako naprej. Hvala.